Težko je reči. Morda je kriva stoletna lakota, ki je v naših krajih morila med vlado Janeza Janše. Morda pa gre bolj za posledico naraslih rek in potokov mleka in medu, ki so poplavili deželo po izvolitvi vlade magistrice Alenke Bratušek. A eno je gotovo. Medij, ki da kaj nase, dandanes ne more shajati brez prestižne kuharske oddaje. Na televizijskih ekranih spretno sučejo kuhalnice Angleži, Francozi, Nemke in Prekmurke, nogometaši, državni sekretarji, igralke in odslužene striptizete pa strgajo korenček in lupijo krompir. A vso to pestro ponudbo daleč prekaša planetarna televizija, ki je posebej za slovenske potrebe odkupila ekskluzivne pravice za predvajanje nepozabne serije Titova kuhinja. Titova kuhinja dosega izjemno gledanost. Povzročila je tudi precejšen porast prodaje papirnatih robčkov, saj se mnogi gledalci ne morejo ubraniti solza ob gledanju ganljivih prizorov sekljanja čebule. Have a banana, Hannah. Try the salami, Tommy. Give with the gravy, Davy. Everybody eats when they come to my house. Try a tomato plate too. Here's cacciatore, Dory. Taste the bologna, Tony. Everybody eats when they come to my house. Serija Titova kuhinja ima žal samo 784 delov, zato je producente zelo skrbelo, kaj ponuditi gledalcem, ko se bo iztekla. A kakor kaže zdaj, so našli rešitev. V kratkem bo tako steklo snemanje kar 3 izjemnih projektov, ki bodo vsaj do neke mere zapolnili vrzel na področju zgodovine kulinarike. Prvi od njih bo serija z naslovom Hujšajmo s Stalinom. Kot je vsem dobro znano, je bil Josip Visarionovič Stalin, ljubkovalno so ga pogosto klicali kar Batjuška Stalin, izjemen dietolog. Še posebej se je proslavil svojo metodo kolektivnega hujšanja, ki jo je uspešno preizkusil v Ukrajini, to je v rodovitni žitnici sveta, ker je narava tako radodarna, da ljudem zaradi nje grozi prekomerna telesna teža. Samo v letih 1932-33 je po Stalinovi metodi tam do kraja uspešno shujšalo kakih 14 milijonov ljudi. I fix your favorite dishes, hoping this good food fills ya. Work my hands to the bone in the kitchen alone. You better eat if it kills ya. Pass me a pancake, mandrake. Having a derby. Look in the fendel, mendel. Everybody eats when they come to my house. V Stalinovo kuharsko šolo so hodili tudi Tito in mnogi drugi jugoslovanski kuharski vajenci, ki so naučeno s pridom uporabili v letih po drugi svetovni vojni, ko so z obvezno oddajo skrbeli za vitko linijo domačega kmečkega prebivalstva. Hannah, Davy, Tommy, Dora, Mandrake. Everybody eats when they come to my house. Druga serija istega žanra bo imela naslov Na hitro podušimo. Seveda ste uganili, da bomo v njej izvedeli, kakšen je bil prispevek Adolfa Hitlerja k totalitarni kuhinji. Bolj ali manj znano je, da tudi Hitler prihaja iz Stalinove šole. Nemški firer se svojim ruskim vzornikom zlahka kosa, ko je treba poskrbeti za izjemno vitkost populacije. Zgodovina totalitarne kulinarike pa mu priznava tudi nekaj inovacij in izvirnih tehnoloških prijemov. Med novostmi kulinarične ponudbe je treba omeniti znamenite nadomestke, kot so kafe-erzac, fleisch-erzac, brot-erzac in podobno. Zaradi podnebnih razmer, ki so vladale v Tretjem rajhu, je bil Hitler v svoji kuhinji prisiljen uporabiti nove tehnološke prijeme. Medtem ko je Stalin prisegal na naravno tehniko zamrzovanja, se je moral Hitler zanašati na plin.
Nazaj k naravi pa je bilo geslo Titove Jugoslavije, ki je v totalitarno kuhinjo uvedla uporabo sončne energije. Še posebej se je ta obnesla na otoku Goli, katerega ime že samo pove, da na njem praktično ni nobene sence. Everybody eats when they come to my house. Vse je to ista pašta, pa je delovni naslov serije o kulinaričnih dosežkih Benita Mussolinija. Njegov življenjski recept je namreč naslednji. V mladih letih, se pravi pred Prvo svetovno vojno, je bil goreč socialist, po njenem koncu pa je ustanovil Fasci di Combattimento, čemur bi se po naše reklo Zveza borcev. To je bila druščina nekdanjih vojakov, futuristov, oficirjev, nekdanjih socialistov in anarhosindikalistov. Skratka, šlo je za nekakšno vseitalijansko ljudsko vstajo. Njihov program je bil mešanica revolucionarnih, socialnih in nacionalističnih zahtev. Živ dokaz, da gre res za isto pašto. Pasta fazola, talula. Oh, do have a bagel, bagel. Now don't be so bashful, Nashville. Everybody eats when they come to my house. Hey, this is a party, Marty. There, you get the cherry, Jerry. Now look, don't be so picky, Mickey. 'Cause everybody eats when they come to my house. Jesen na naših ekranih bo torej izjemno privlačna. Poleg nadvse priljubljene Titove kuhinje namreč prihajajo na spored še Hujšajmo s Stalinom. Na hitro podušimo s Hitlerjem In vse je to ista pašta z Mussolinijem. Everybody eats when they come to my house. Vzemite si čas, ne spreglejte jih. Everybody eats when they come to my house.